Mislili smo, da smo našli vse povezave med Peppo Pujso in Benom ter Holly. Motili smo se. Tukaj so vse, ki smo jih spregledali. Začnimo z dokazom, da vile res obstajajo v svetu Pepe Pujse. V epizodi Zobna vila Peppa izgubi zob in očka Pujsi pove, da bo, če zaspi, prišla vila in ji zob zamenjala za kovanec. Vsi gledalci so predvidevali, da bo očka Pujs preprosto prikradel v njeno sobo, medtem ko bo spala in ji pod blazino podtaknil kovanec. A to se ni zgodilo. Dejansko se je pojavila prava vila. Majhen leteči Pujs se je pojavil na resnično čaroben način in prinesel kovanec iz drugega sveta. In to spremeni vse. Ker če so vile resnične v svetu Pepe, potem Mali kraljestvo, čarobni svet vil in škratov, kjer živita Ben in Holly, ni le zgodba v knjigi ali slika na steni. Dejansko obstaja nekje v Pepinem vesolju. Isti ustvarjalci so ustvarili oba sveta in ta epizoda tiho potrjuje, da sta bila vedno namenjena povezavi. Nadaljujmo s Pepinim božičem. Peppa in George pošljeta svoja pisma božičku, izbereta preveliko drevo in se pripravita na spanje. Pravo presenečenje pa pride, ko se pojavi božiček. Če pozorno pogledate strop nad njim, visi tam vrsta božičnih voščilnic, na eni izmed njih pa je Ben škrat. Ampak to ni Ben, ki ga poznate iz novejših epizod. Ta različica ima vijoličasto kapo in zeleno majico. To je pilotska različica Bena iz čisto začetnih dni Benčkovega in Hollyjinega malega kraljestva. Lik, ki ga večina ljudi sploh še nikoli ni videla, tiho visi na božični voščilnici v Pepini dnevni sobi. Ampak tukaj postane še bolj zanimivo. Pepin božiček in oče božiček iz Benčkovega in Hollyjinega malega kraljestva sta očitno ista oseba. Če ju postavite enega ob drugega, je podobnost nemogoče prezreti. Edina prava razlika je, da različica iz Benčka in Holly izgleda mlajša in vitkejša, skoraj kot zgodnejša različica istega lika. In če to ni dovolj, so zadevo še bolj sumljivo naredili glasovni igralci. V Benčku in Holly božička govori Richard Ritings, isti igralec, ki igra očka Pujsa. Ampak v Pujsi Peppi božička govori David Graham, ki v Benčku in Holly igra modrega starega škrata. Dva igralca, dve oddaji, zamenjata vlogi. To ni naključje. To nam oddaja tiho sporoča, da si delita isti svet, le v različnih časovnih obdobjih. Izmed vseh likov, ki prehajajo med tema dvema oddajama, je kapitan Rdečebradec tisti, ki to počne najpogosteje. Pojavi se v več epizodah Ben in Holly, in čeprav se njegova velikost med obema oddajama spreminja, je vse ostalo enako. Ista brada, ista oblačila, ista energija. Ni dvoma, da gre za istega lika. In če se obe oddaji dogajata v istem vesolju, potem kapitan Rdečebradec očitno natančno ve, kje je vhod v Malo kraljestvo. Kar tudi pojasni nekaj, kar se je vedno zdelo nekoliko nenavadno. Zakaj sploh piratski kapitan živi v Pepinem mestu? Svoj zaklad je že imel, ni imel razloga, da bi ostal tam. Zdaj pa je vse popolnoma logično. Rdečebradec ni samo brezciljno pohajal po Pepinem mestu, živel je dvojno življenje. Preživljal čas med Pepinim svetom in Vilinskim kraljestvom, doživljal pustolovščine, ki jih nobena oddaja ni nikoli v celoti pojasnila. Ni bil izgubljen. Točno je vedel, kam gre. Zdaj pa za naslednji namig zavrtimo nazaj čisto na začetek, na sam začetek Benovega in Hollyjinega malega kraljestva. Oddaja se začne z Vilinom Benom in princeso Holly, ki se predstavita. Pridruži pa se ima tudi pikapolonica Gaston. Ampak tukaj postane stvar zanimiva. Ta vesela predstavitev je skoraj enaka kot začetek oddaje Pujsa Peppa. Peppa in njena družina naredijo isto. Nasmehnejo se občinstvu, se predstavijo in uvedejo zgodbo. Bi lahko bila Pepina družina navdih za čarobne prebivalce malega kraljestva? Morda so prašiči nehote postali zvezdniki tudi zunaj svojega sveta. Tukaj je ena, ki je tako očitna, da se boste, ko jo enkrat opazite, vprašali, kako ste jo sploh lahko spregledali. V epizodi Pravljica za lahko noč se očka prašič usede, da bi pred spanjem bral Peppi in Juriju. Vse izgleda povsem normalno, dokler ne pogledate knjige v njegovih rokah. Prav tam, na odprtih straneh, jasno kot dan, sta Ben in Holly. V polnih barvah, s pravličnimi krili, špičastimi klobuki in vsem ostalim. In ko očka Pujs zapre knjigo, na zadnji platnici je videti nekaj, kar je natanko kot grad malega kraljestva, ki stoji na hribu, obdan z oblaki. Očka Pujs ne bere naključne pravljice za lahko noč. Svojim otrokom dobesedno bere o dogodkih iz malega kraljestva Bena in Holly, kot da bi šlo za zgodovinsko knjigo. In tukaj je ena, ki se skriva na očeh v epizodi Babičine piščančke. Peppa in Juri ostaneta pri babici in dedku Pujsu, kjer spoznamo babičine piščančke, Jemimo, Saro in Vaneso, ter Nevila, Petelina. In če ste Benija in Holly gledali pozorno, bi vam morale biti te piščančke zelo znane. To so iste piščančke s škratje kmetije v Beniju in Holly. Iste barve, enak dizajn, celo enak cikcak vzorec na Nevilu, Petelinu, ki ga lahko opazite v epizodi Piščančki jezdejo na zahod. To niso podobne piščančke.
To je popolnoma enak model piščančka, postavljen v drugo oddajo. Na tej točki je to manj prepletanje in bolj pobeg piščančka brez nadzora s škratove kmetije naravnost v vrt babice Pujs. Kot vemo, Ben živi svojo družino v velikem škratovem drevesu. Toda ko pogledaš njihovo kuhinjo in na to še kuhinjo Pujsove družine, postanejo stvari zelo hitro zelo čudne. Okno je na popolnoma istem mestu. Štedilnik je postavljen pod njim. Omarice so v podobnem odtenku modre barve. Miza je na sredini, starša sta na vsaki strani, otrok pa sedi na sredini. Hladilnik je na desni strani in je prekrit z magnetnimi črkami. Tudi kot kamere je skoraj enak. To nista le dve risani kuhinji, ki sta si po naključju podobni. Nekdo je prekopiral sobo in zamenjal stanovalce. Ena kuhinja je v drevesu, druga pa v hiši na hribu. Ampak znotraj je to isti prostor. Ali so škratje najeli notranjega oblikovalca Pepe, ali pa sta ta dva svetova veliko bolj povezana, kot naj bi kdorkoli opazil. V epizodi Tekoče stopnice se Pepina družina mudi skozi ogromno železniško postajo, da bi ujeli svoj vlak. Očka Pujs in Juri se znajdeta v knjigarni na eni strani postaje in če pogledaš v notranjost knjigarne, je tam jasno razstavljena slika princese Holly. In to ni prvič. Liki iz Bena in Holly sta se že pojavila na knjižnih policah, naslovnicah knjig in plakatih v več različnih epizodah. Kot da oddaje tiho uporabljajo zgodbe in slike, da nas spomnijo, da malo kraljestvo obstaja nekje tik za robovi Pepinega zemljevida. In če ste mislili, da so slike na policah subtilne, gre naslednja še korak dlje. V več epizodah Peppa Pujs so na stenah obešene v okvirjene slike, ki so videti nekoliko preveč specifične, da bi bile naključne. V epizodi Trgovina s slikami se med razstavljenimi fotografijami vedno znova pojavlja slika pikapolonice Gastona, priljubljenega ljubljenčka Bena in Holly, natisnjena tam, kot da je le še ena stranka. V stanovanju Fredija Lisjaka je na steni uokvirjena slika gradu, ki je videti natanko tako kot nekaj iz Malega kraljestva. In v epizodi Glasbeni avtomat kamera odmakne pogled in razkrije uokvirjeno sliko kapitana Rdečebradca na njegovi ladji s polijem, ki visi na steni kluba kot običajna dekoracija. Prava uokvirjena slika lika iz Bena in Holly, ki visi v Pepinem svetu, kot da je dovolj slaven, da si zasluži prostor na steni, kar je, iskreno, verjetno res. In končno, tukaj je ena, ki se začne z enim vrtnim palčkom in konča s celotno dostavo. V epizodi Vodnjak želja babica Pujs prinese domov plastičnega vrtnega palčka. Dedek Pujs ga takoj zasovraži. A potem se pojavi gospod Bik s tovornjakom in to postane prava dostava palčkov. In tisti prvi palček, ista oblika, ista brada, isti klobuk, izgleda popolnoma enako kot kralj Leopold. Bolj znan kot gospod Palček iz Bena in Holly, samo drugačne barve je. Ko pride preostanek dostave, je eden izmed njih tudi popolnoma enake barve. V Benu in Holly je gospod Palček potujoč lik, ki se pojavi nepovabljen in noče oditi. Zdaj je bil pomanjšan in tiho postavljen v Pepin vrt, kjer že nadleguje dedka Pujsa. Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo. Torej, to je to. Od božičnih voščilnic do postavitev kuhinje, od piratskih papig do vrtnih palčkov so povezave med Peppo Pujs in Benom in Holly povsod. In bolj kot gledaš, več jih najdeš. Katera te je najbolj presenetila? Sporoči nam v komentarjih. In kot vedno, se vidimo v naslednjem videu.